Ej, videla sem, da imaš na polici eno knjigo, Stocks Long Run. Drži. Kaj pa imaš še zraven? To pa ne vidim. Ne vem, razne neumnosti. V bistvu imam ene par knjig, ki sem jih dobil, pa ta Stocks for the Long Run od Cigla mi je blizu, pa od Schillerja še kakšna International Irrational Exuberance, pa še ne par je takih, no, ampak klele nimam teh, se mi jih ene par nabral. Med drugim tudi ena od Trumpa, tako kot zanimivost, sem je enkrat dobil za darilo, pa je bila moderna nekaj časa, no, tako bom rekel. Se pravi, doma nabirajo prah. Doma pa, ko ne rečem, večino knjig sem prebral v prejšnji službi, kjer smo imeli knjižnico, pa sem pa dobil ene par otrok, zdaj pa mečkam to na stand-byu. Kako si to rekel, ene par otrok? Ležerno, popularno znanje. Kako si to rekel, ene par otrok? Ja. Dokler sem imel enega, veš, sem imel čas brati vmes med popoldanskim počitkom, recimo na dopustu, ne. Zdaj pa to ja, ne vem, kaj ne rečem. Lahko se ti vsi Slovenci zahvalimo, ker skrbiš za nataliteto, skrbiš za demografijo, da bo ta pozitivna, tako da hvala ti, Blaž. Kaj ne rečem, ni bil to motiv, ampak nama ženo je v redu. Ja. Skratka, a midva kar greva v akcijo, aj prav? Eva. Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Prihaja zima in to dobesedno. Številni ste mi pisali sprošno, da ne posnamem epizodo o bolj varnih naložbah v teh razburkanih časih. Preverili pa bomo tudi, kakšna tveganja prežijo na naše naložbe, teh je namreč vse več. Z menoj je mojster upravljanja bolj konzervativnih naložb Blaž Hribar, upravljalec pokojninskih skladov in član uprave pokojninske družbe A. Blaža pa smo tudi že večkrat gostili na MoneyHow, tako da odlične sogovornike vedno povabimo nazaj in ponovno dobrodošel, Blaž. Najlepša hvala za tako lepo predstavitev in povabilo seveda. No, me veseli, da je bila lepa predstavitev, kaj ti stanje na obvezniških trgih mogoče ni. Priča smo tektonskim premikom. Čisto en kratek uvodek bi tukaj imela, kaj ti večina glavnih indeksov, ki merijo donosnosti obvezniških portfeljev, letos beleži dvomestne odstotne upade. Recimo vrednost globalnega obvezniškega indeksa Bloomberg Global Aggregate Total Return, ki sledi globalnemu obvezniškemu portfelju, je upadla za 19%, vrednost evrskega obvezniškega indeksa iBoxx Euro Overall Total Return Index, ki sledi široko razprošenemu portfelju evrskih obveznic, pa za 15%. Zdaj mogoče še to, rastoči dolar sicer blaži večino upada za evropske obvezniške vlagatelje, ki so investirali v dolarske obveznice, pa sta upad obeh omenjenih indeksov nekajkrat večja od največjega letnega upada v celotni seriji izračunavanja obeh indeksov. Lahko bi rekli, oziroma boš ti povedal, ali smo priča pravemu zlomu tečajev pod pritiskom zategovane monetarne politike centralnih bank, ali je lahko sploh še slabše na obvezniškem trgu? Ali je lahko še slabše? Zmeraj lahko še slabše, ne? Dokler naložba ni vredna nič evrov, ne, je lahko vedno še za 100% slabše. To je prvi tak, bom rekel, disclaimer. Ne? Kar se tiče pa tega premika letos, ne, je pa ekstremen, enormen in mu praktično nismo bili priča v razvitem svetu, recimo vse od 80-ih, 70-ih let. Ne. Ko iščemo neko obdobje, ne, ko probamo analitiki nekaj konstruktivnega, logičnega poiskati, nekaj podobnega poiskati v zgodovini, ne, moramo iti nazaj 30-40 let, da najdemo podobne številke pri inflaciji, pri retoriki centralnih bank in pri v bistvu dilemah in problemih, s katerimi se danes srečujemo in jih probamo reševati. Tako da ja, izredne razmere, noben danes praktično delujoč vlagatelj na obvezniške trge, ne, torej tisti, ki smo v službah, ne, se s tem še ni spopadal in ja, izjemne razmere, no, kaj ne rečem, pač šli smo iz enega ekstrema, ne, ko smo imeli negativne obrestne mere na praktično vseh naložbah, ki bi jim pogojno lahko rekel varne, ne, torej obvezniških naložbah, recimo temu naložbenega razreda.
do danes, kjer je to poskočilo za okrog recimo 300 bazičnih točk oziroma za 3 odstotne točke čez prst generalno. Ne. Enormen premik in ki je povzročil pač te enormne padce obvezniških naložb, ne, tudi tistih, za katere smo generalno, ne, če boste brali naložbene knjige, ne, bojo rekli, da so to ene najvarnejših naložb, kot recimo, ne vem, slovenska državna obveznica, nemška državna obveznica, ameriška državna obveznica, angleška državna obveznica. To so vse naložbe, ki so letos glede na trajanje izgubile med 15 pa 25% in to so bile do zdaj tretirane kot konzervativne, dolgoročne naložbe. Letos to definitivno niso nevarne, nekonzervativne naložbe in so pripeljale do visokih izgub tistih, ki jih pač imajo oziroma nekaj malega imamo tudi v portfeljih. Skratka, če smo mislili, da je upravljanje obvezniških skladov dolgočasno, lahko Ste se rečemo, da motili temu zelo. smo se motili. Kolega mi je zadnjič, neizkušen investitor, mi je rekel zadnjič, da čaka, da bo prišlo da bo videl dno, pa bom tebe vprašala kot izkušenega vlagatelja. Smo že videli dno? Težko reči, jaz bi rekel, jaz ne bi upal staviti na to, da je vsega že konec, ne. Ni konec problemov, ni konec odzivov oblasti, torej centralnih bank in voditeljev držav na te probleme in ne bi si upal tega napovedati. Morda zadnje 2 dni tako kaže, ko se je recimo temu psihologija vlagateljev obrnila v pravo smer, sentiment vlagateljev, ampak generalno rečeno, ponavadi cikli dvigovanja obrestnih mer se ne končajo z prvim dvigom ali pa prvim 2 dvigoma, še posebej ne v takih razmerah kot danes. Ne. Tako da se bojim, da ne. Kakšne so pa implikacije premikov na obvezniškem trgu za nepremičninski trg? Recimo v Sloveniji nismo videli večjih pretresov, čeprav Banka Slovenije je ravno včeraj, ta teden bom rekla, povedala, da so nepremičnine precenjene po čisto vseh kazalnikih. Ja, te ozke debate o nepremičninah me malce motijo. Če gremo en korak nazaj, no, kako jaz razmišljam o tem svetu oziroma kako razmišljamo tisti, ki imamo na izbiro nepremičnine, delnice, obveznice in vse ostalo, kar na tem svetu tretirate kot naložba, ne. Imamo ekstremno inflacijo, imamo visoko inflacijo, 9%, evroobmočje 11%, 10%, 11% v zadnje mesece, Slovenija, po svetu podobne številke, tam, kjer bolj regulirajo cene, so morda malce nižje kot v Franciji, tam, kjer manj regulirajo cene, so višje kot v baltskih državah, ne. Plače rastejo v Sloveniji prav SURS 8%, javni sektor je ravno kar se izpogajal za povišico, zdravniki bojo zdaj naslednji in tako naprej. Imamo visoko inflacijo, ki terja povišanje plač za to, da ne izgubimo pač življenjskega standarda. Hrana se je podražila za 15 do 20%, odvisen kaj jete radi. Tako da to so enormni premiki, ki terjajo tudi potem plačne zahteve in te zahteve so uslišane povsod po svetu, to pa potem vodi naprej zopet do inflacije, v bistvu poganja inflacijo naprej. In zato zdaj ta inflacija ni več, nihče več v bistvu ne govori, da je zelo prehodne narave, ne, ampak je nek, bom rekel, strukturni problem, trajni problem, trpežna, vztrajna inflacija in z njo se zdaj moramo boriti, ne. In kaj zdaj to pomeni za recimo finančne vlagatelje? Če greva zdaj nazaj na povprečnega Slovenca, kot vedno rečemo, ne, ta ima večino denarja na depozitu na banki ali pa v gotovini, celo številni. Za njega to ni dobra novica, ne. On se spopada z 10% izgubo kupne moči tega denarja na leto, ne. Zamislimo si 3 leta take inflacije, to je že kar, bom rekel, katastrofa za takega posameznika in tukaj iščejo izhode, ne. In seveda eden od izhodov je bil in je še vedno, ne, pač tudi nepremičnina, torej realno premoženje, ne, delnice, nepremičnine in vse, kar lahko v bistvu primete v roko, no, in vam nudi nek dolgotrajno korist. In tukaj nepremičnine še vedno ostajajo na nek način zanimive, ne. Če greste danes na banko, pa jih vprašate, koliko dobite za enoletni ali pa 2-letni depozit, vam bojo povedali neko v bistvu smešno nizko številko, če jo boste primerjali z inflacijo ali pa z podražitvijo samo hrane, recimo, ne. In tukaj ta motiv torej še vedno ostaja, še vedno smo v okolju izredno negativnih realnih obrestnih mer, ne.
tudi če pogledate kjerekoli obrestne mere, ne, so te bistveno pod inflacijo, bistveno pod osnovno inflacijo. Ne. Osnovna inflacija v Sloveniji je, zadnja objava je 6,3%, v evroobmočju 4,3%. Takih obrestnih mer ne boste videli nikjer v bankah, še vedno ne. In torej primarno še vedno denarna politika vodi izredno ekspanzivno denarno politiko, po moji oceni. Ne. Torej ljudi še vedno nagovarja, naj raje trošijo, kot varčujejo v takem okolju, v katerem smo. In to vodi do tega, da imamo pač visoko inflacijo, polno zaposlenost, rast plač. In še vedno, kljub vsem opozorilom, vsem tveganjem in vsem napovedim, v drugem kvartalu letos je SURS izračunal, da so se nepremičnine v Sloveniji podražile za 3,5%. Ne. Tako da ja, je nekaj bom rekel, previdnosti pri nepremičninah na mestu, predvsem z vidika podražitve zadolževanja, ampak ne bi pa samo na osnovi tega sklepal, da bojo nepremičnine jutri se znižale cene nepremičnin se znižale za 30%, tako kot so se od recimo 2007 do 2013-2014. Zakaj ne? Zato, ker je bila brezposelnost recimo avgusta najnižja v zgodovini Republike Slovenije od osamosvojitve naprej. Najnižje število, 53.000, sem si zapomnil številko, 53.000 brezposelnih na Zavodu za zaposlovanje. Nikoli ta številka ni bila nižja, odkar Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije obstaja. Torej, rabimo tukaj res priti, ne samo bati se recesije, ampak se mora recesija zgoditi, ljudje morajo izgubiti službe, ljudje morajo znižati plače, da bo prišlo do močnega znižanja cen nepremičnin, po mojem mnenju. Rahlo povišanje obrestnih mer, zaenkrat tega je to zabremzalo. Ne. Prej smo imeli 2 leti enormno 20% letno rast praktično cen nepremičnin, kar seveda ni vzdržno in seveda ni normalno in ne more iti to naprej. Ampak zdaj smo pa nekje na neki, bom rekel, stabilizaciji cen nepremičnin. Kako naprej bomo pa videli. No. Glavni zaposlovalec v Ljubljani je država. Država je ravno kar povišala plače svojim zaposlenim. In to se bo še nadaljevalo. Tako da na osnovi tega sklepati, da bo nek drastičen padec cen nepremičnin v Ljubljani ali pa v Sloveniji, jaz mislim, da ni prav logičen zaključek. No. Ful zanimivih stvari si povedal zdaj. Pa bi mogoče, zdaj si rekel recesija, Banka Slovenije recesije ne vidi, pač pa vidi stagnacijo, podobno tudi Umar razmišlja v Sloveniji, seveda Nemčija je čez druga zgodba, Amerika tudi. Kako pa ti gledaš in kaj to pomeni dejansko za malega človeka, nekaj si sicer že omenil, izguba službe, rezanje plač? Mislim, moja napoved je tudi bolj v smeri neke stagflacije, ne? Ker zdaj smo šli v bistvu z ekstremne gospodarske rasti, ki je bila posledica pač odpiranja gospodarstva po dveletnem zaprtju de facto zaradi covida in seveda to je pognalo gospodarstvo. Zdaj pa, če gremo zdaj kar naenkrat ekstremno hitro, dajmo tako reči, ne, pa napovedovati, da bomo zdaj šli pa ekstremno počasi, ne, pač ogromen preskok je od tega, da zaposlujemo, da ni delavcev, da plače rastejo, do tega, da kar naenkrat jutri, ne, pa bomo odpuščali, nižali plače in prodajali nepremičnine. Ne. Tako da jaz mislim, da ta preskok je majčkeno pretiran. Jaz mislim, da neka srednja pot je tista bolj realna, ne? Torej, da se visoka gospodarska rast ohladi, da višje obrestne mere negotovost v svetu umirijo. Bom rekel, to v bistvu pregrevanje gospodarstva, ki se je zgodilo po odpiranju in je povzročilo to inflacijo, da se to malce umiri in da gremo po bolj zmerni srednji poti naprej. Torej neka bolj stagflacijska ali pa rahla gospodarska rast ob neki inflaciji. To je neko osnovno okolje, v katerem jaz razmišljam, da bomo živeli naslednje obdobje in v katerem pač iščem primerne naložbe. Torej inflacija mi je neka resna skrb, neka grozna recesija, kot smo jo v Sloveniji videli, ko so vse banke de facto propadale eno za drugo v Sloveniji in gradbene družbe in vse ostalo, plače so se nižale, rekordno število brezposelnih smo imeli, ne. Zdaj smo res daleč stran od tega trenutno in ne vidim v bistvu realnega scenarija, kako bi lahko v pol leta kar naenkrat bili zopet tam, kjer smo bili pred leti. No. To se mi ne zdi realno, zato se strinjam s to oceno, ampak v takem okolju še enkrat ne vidim drastičnega razloga, zakaj bi potem pa recimo cene nepremičnin kar naenkrat bile bistveno ceneje, kot so pa bile v zadnjem obdobju.
Zdaj se kar precej vrtiva okrog bank, depozitov in podobno. Zdaj pa samo tole, a ne? Evropski odbor za sistemska tveganja, ki spremlja, preučuje in zmanjšuje sistemska tveganja v Evropski uniji, je pred dnevi izdal opozorilo o tveganjih za finančno stabilnost v EU. Zdaj bom pa prebrala to. Izpostavljajo nujnost, da kreditne inštitucije, tržni udeleženci in pristojne institucije nadaljujejo s pripravami na razmere, ko bi se uresničile obstoječa tveganja. Banka Slovenije pravi, da bančne krize ne vidi, pravi, da je slovenski bančni sistem stabilen, banke kapitalsko ustrezne, likvidnost je visoka, vseeno pa omenjajo povečanja tveganja, tveganost zlasti na nepremičninskem trgu in pa posledično tudi kreditiranja, ki lahko eventualno pridejo zaradi povišenih obrestnih mer. Ampak konec koncev, Blaž, se ni dolgo nazaj, ko smo v Sloveniji imeli to obsežno sanacijo in bogato dokapitalizacijo bank, to je bilo leta 2013, ko je v bistvu država skoraj bankrotirala. In tudi recimo danes, ko se pogovarjaš z bankirji, ko ne marajo, da prevečkrat omenjaš bančna kriza, strah jih je te panike, ki bi lahko zajela komitente in bi pobrali vseh tistih 25 milijard denarja, ki jih imamo na bankah. Kakšno je tvoje mnenje? Bančna kriza, da ne? Ne, bank run ne, torej to, kar si ti rekla, je dvigovanje depozitov, tega realno ne vidim, so pa to namenoma, bom rekel, sprožili z ekstremno ekspanzivno denarno politiko, torej ležarine, dobesedno, enostavno povedano, ko so uvedli ležarine v Sloveniji, so se ljudje zdrznili in začeli resno premikati svoje prihranke iz banka. Potem je pa prišla še visoka inflacija in to se, bi jaz rekel, nadaljuje v tem duhu. Kaj to pomeni za banke? Banke so imele bistveno presežno likvidnost, preveč denarja, niso imele ga kam, oni bi rekli, plasirati, torej dati posojila nekomu, ki ga želi in ga lahko vzame in ga lahko vrne. In zato so denar pošiljali naprej v Frankfurt. Tako da večina bank zdaj, ko jaz tako, bom rekel, prebiram te njihove objave, je nekako zadovoljna z višjimi obrestnimi merami v evroobmočju in predvidevam, da tudi v Sloveniji. Torej, višje obrestne mere godijo bankam, ker imajo presežna likvidna sredstva. Povedano drugače, ko jaz dobim plačo na banko, mi banka za ta denar, ki ga jaz tam imam, dokler ga ne porabim, plača 0% obrestno mero. Po drugi strani pa lahko ta denar sedaj dajo naprej v državne obveznice, v Frankfurt ali druge posojila in naložbe po bistveno višjih obrestnih merah. Prej sem rekel 3% točke višjih obrestnih merah za najvarnejše naložbe in še precej več za malo bolj tvegane, in od tukaj ta profitabilnost bank nekako raste. Po drugi strani je pa res, če začnemo razmišljati o tveganjih, o rusko-ukrajinski vojni, o jedrskih grožnjah, o energetski krizi, o tem, da bojo prisilno namenoma povzročili recesijo z dvigi obrestnih mer, če gremo po tej poti miselnega toka, potem hitro pridemo do tega, da je potrebno vso tveganje zmanjšati. Ampak jaz bi še enkrat tako rekel, ko je ekstremen pesimizem in panika prisoten na recimo obvezniškem trgu, kot je bilo recimo zadnji mesec, dva, potem ni potrebno veliko, da se sentiment in celotna zgodba močno in hitro obrne. Tak primer sta zadnje 2 dneva, recimo. Tako da jaz bi bil tukaj malo previden, se strinjam, kar se tveganj tiče, da je to ključno tveganje in da lahko grejo stvari zelo narobe po tej poti, a bi stavil svojo hišo, da je to pravilen, edini pravi in najbolj verjeten scenarij. Jaz ne. Lahko, da oni, ampak oni imajo drugačno službo kot jaz. Jaz moram skrbeti za premoženje mojih vlagateljev, ali se scenarij obrne na zelo slab scenarij, črn scenarij, ali pa se zgodi kaj, naprimer Ukrajinci premagajo Ruse, z Rusi se dogovorimo, da zopet odprejo plinovode, potem pa je zgodba popolnoma drugačna in tudi v tem primeru rabim jaz imeti zanimive donose. Medtem ko odbor za stabilnost finančnega sistema evroobmočja, ta drugi scenarij nič hudega. Če se zgodi, super, glavno, da smo mi pripravljeni na črne scenarije. Tako da jaz bi rekel, kot opozorilo, definitivno se strinjam, ampak ni to edini scenarij, to je črni scenarij. Mogoče tukaj v tem kontekstu lahko omenimo tudi Credit Suisse zgodbo, ki ima vse več težav prepričati vlagateljev o svoji finančni trdnosti, spopadajo se s številnimi scenami, vključno špekulacijami na finančnih trgih, tudi cena kreditne zamenjave poskočila na kar 50 bazičnih točk, nekateri celo omenjajo Credit Suisse kot morebitni novi Lehman Brothers.
Mislim, jaz tako daleč ne bi šel, da je to novi Lehman Brothers, jaz bi rekel, da je to slabo in katastrofalno vodena banka, katere resnica je priplavala na površje in zdaj je račun prišel, zato kar so slabo ves čas delali. Tako da jaz bi rekel, da zaenkrat to zgleda bolj kot, bom rekel, specifična banka, ki je zašla v težave, kot pa da je to nek sistemski problem in da bi enačil zdaj Credit Suisse z NLB, NKBM ali pa kjerkoli drugo resno finančno inštitucijo v Evropi. Kaj pa z Deutsche Bank? Deutsche Bank, nemške banke so pregovorno tvegane banke, ker imajo visok vzvod in bom rekel anglosaksonski poslovni model, torej tvegano generalno poslujejo. In so zelo ciklične, da je tako reči. So ranljive na recesijo. Vse banke so, ene so bolj, ene so manj. Ne. Ampak Credit Suisse zdaj bi pa jaz rekel, da je bolj posledica tega, kar so v Credit Suisse delali. En poslušalec, Andrej, je vprašal, ali so too big to fail te banke. In kaj, v bistvu, če bi se zgodil propad, recimo Credit Suisse ali pa Deutsche Bank, kaj konkretno bi to lahko pomenilo za naš bančni sistem? Oziroma za nas konkretno. A pa za evro in pa švicarski frank, konc koncev. Kad ne gre za majhni banki, ne? Mislim, jaz bom tako rekel še enkrat. Evropski bančni sistem je bil od leta 2008-2009, ali pa svetovni, evropski še posebej, potem svetovni od 2008-2009 naprej, evropski od 2012 naprej, pod ekstremno regulativo, torej regulatorjev, ogromno papirologije, pravil, dejansko so bom rekel, zvezali bančnike in banke, točno kaj lahko delajo, pod kakšnimi pogoji in tako naprej. Ni bilo ne politične volje, ne v javnosti ni bilo interesa in podpore, da bi bankirji prevzemali tveganja in generalno gledano so evropske banke šle v bistveno bolj konzervativen način poslovanja kot pa pred letom 2008-2007. Tako da jaz tukaj karkoli bi že šlo narobe, v evropskem prostoru ne vidim bank kot tiste, ki bojo, bomo rekel, pospeševale recesijo, se jim bo recesija zgodila in tako naprej. Še enkrat, večina bank je dala lepe izglede zaradi višjih obrestnih mer, je pa morda, tukaj pa se lahko kregamo, oblikovala premalo rezervacij za potencialne črne scenarije in eskalacijo trenutnih rizikov, ki jih vsi vidimo in s katerih se pogovarjamo. To ok. Ampak še enkrat, ne more priti za banke so ciklična dejavnost, torej banke bojo trpele, če pride do recesije. Še enkrat, danes smo v neki stagflaciji izmerni, a gremo v recesijo, gremo v globoko recesijo, so pa mnenja zelo deljena, ampak zaenkrat je Nemčija v neki stagflaciji, rahli recesiji, Amerika v stagflaciji nekako in številni deli Evrope so pa še zmer v zmerni fazi zmerne gospodarske rasti. Torej se upočasnjuje, ampak je še vedno zmerna pozitivna gospodarska rast. Ja, pogledala sem si tudi delnice investicijskih bank, tako Credit Suisse je 50% nižje kot v letošnjem letu, Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America, to so res v nemilosti vlagateljev. Medtem ko se tečaji bank, ki se ukvarjajo bolj z nekim klasičnim bančnimi storitvami, nekako še držijo. Kako ti gledaš na to investicijo? Lahko banke v tem okolju tudi ostanejo še naprej dividendne krave, kot so bile recimo v preteklosti? Ja, jaz gledam predvsej, bom rekel, srednjeročno na celotno denarno politiko in kaj iz tega lahko vlagatelji, torej tudi banke konec koncev pridobimo. Meni v bistvu je zelo všeč, da so obrestne mere danes 3 odstotne točke višje kot pa pred pol leta, ker to pomeni, da za to, kar danes kupujemo obveznic naložb generalno, nosi bistveno višje donose prihodnje obdobje kot pa tisto, kar bi lahko pred pol leta kupil. Seveda je zdaj tukaj lahko, a imaš danes denar, da kupuješ, a si že prej vse porabo investiral, tukaj smo v različnih pozicijah investitorji, ampak generalno gledano tisti, ki nekako vrčujemo, bom rekel, v naložbah na nek srednji dolgi rok, ne vem, zakaj ne bi v bistvu pozdravljali višjih obrestnih mer, višjih realnih obrestnih mer koncev. Prej so bile še bolj negativne, kot so danes.
In vidim to v bistvu kot nekaj, bom rekel, pozitivnega. In ko gledam potem na banke, ne, lahko to do neke mere malo preslikam. Je res, je problem, še enkrat, pri bankah je glavni problem, ali bo recesija ali ne bo recesija, kako globoka bo recesija, tukaj se lomijo kopja, ampak ta del zgodbe o obrestnih merah, ne bi pa rekel, da tako bankiri kot mi lahko pozdravljamo, no. Tudi banka je presežek denarja mogla poslati v Frankfurt, plačati za to minus 0,8% ležarino, ne. Danes, če to isto naredi, dobi 0,75%. Ne. To se nekje verjetno pozna kot pozitivna alineja v izkazu poslovnega izida. Seveda je pa tam še polhan drugih alinej, ne. In recesija jih zelo poslabša. Ja. Mogoče bi tukaj v tem kontekstu, bančnem kontekstu, omenila še NLB, ki je edina slovenska banka z delnicami na kapitalskem trgu. Letos so izdali 2 izdaje obveznic, s katerimi so se nekako kapitalsko okrepili. Še najbolj pa izstopa recimo zadnja serija podrejenih obveznic brez dolgoročnega končnega roka zapadlosti, in te ne bi se obrestovale po res taki zanimivi obrestni meri 9,721% letno. Zdaj, koliko po tej logiki bi pa morali zahtevati imetniki delnice NLB-ja, če je možno z obveznico, ki ima prednost poplačila pred lastniki, doseči skoraj 10% letno donosnost, s tem, da tudi NLB, če pogledava danes, kotira pri 54 evrih za delnico, letos je pa upadla že za 30%. Kaj si misliš ti o vsem tem skupaj? Z eno številko recimo 17%, recimo je nekaj zahtevan donos, recimo čez prst ugibam, mogo bi pogledati natančno, bank je veliko na tem svetu, NLB je ena manjših, tako da na pamet ne vem, kakšen bi bil zahtevan donos na kapital, zdaj lahko pa iz cene delnice in to vse seveda zračunava. Ampak številke pri zahtevanem donosu kapitala so bistveno višje od obvezniških zahtevanih donosov. Obveznica, ki jo omenjaš, je pa v bistvu nekje vmes, ne? Torej, zato nima zapadlosti in zato je podrejena. Torej, lahko v primeru težav pač uporabijo ta kapital za pokrivanje izgub. In torej v bistvu de facto ni obveznica, kot jo razumemo, ni primerljiva z depozitom, v bistvu je, če sem čisto iskren, bolj primerljiva z delnico. In zato tudi tak zahtevan donos. No. Seveda, če uporablja to v kontekstu obveznice, to zelo visoka številka, če to uporabijo v kontekstu delnic, pa v bistvu je preniska številka. Zakaj? Zato, ker je inštrument nekje vmes med delnico in obveznico. V bistvu. Imeli so pa še eno izdajo, mislim, da je bila 300 milijonska, 6%. Drži. A ne? Tista je bila zmerno podrejena, torej nekje ni bila na ravni depozita, je bila rahlo bolj tvegana, v čudnem času malce izdana. NLB, bom tako rekel, NLB je pol slovenska, pol je pa balkanska banka čez prst, ne, in tudi v tem obdobju Balkan, trenutno v zadnjem obdobju Balkan ni najbolj zaželena destinacija za vlagatelje, ko se bojimo geopolitičnih tveganj in vsega povezanega s tem. Ne. Balkan pač ni stabilna regija in ko se povečajo geopolitična tveganja, svetovni mednarodni vlagatelji seveda ne želijo vlagati na občutljiva območja in Balkan to definitivno je. Jaz mislim, da tukaj tudi del zgodbe NLB-ja, kadar je Balkan dobra, privlačna zgodba za investitorje, ne, takrat je to plus, ko pa je tako obdobje kot zdaj, ko se vlagatelji večinoma umikajo stran od tveganja, pa Balkan ni privlačna zgodba za investiranje. In NLB tukaj ima prste vmes. Zdaj, ko gledava vse te delnice, vidimo, da so v bistvu bančne delnice kar precej potlačene. Marsikdo bi zdaj razmišljal, da je to mogoče lahko tudi priložnost zdaj za poceni nakupe. Kaj si ti misliš o tem? Do neke mere se strinjam, ne samo bančne, vse ciklične delnice, ne? Lahko pogledava, ne vem, letalske družbe, lahko pogledava tudi v bistvu turizem do neke mere, ki je v bistvu zelo okreval, ampak vrednotenja so zelo nizka. Skratka, vse, ali pa trajne dobrine, recimo tudi avtomobilske družbe in podobno. Skratka, vse to, kar je v bistvu ciklično, kar ljudje v bistvu ne rabimo takrat, ko se bojimo, kakšna bo naša finančna gospodarska prihodnost, česar takrat ne kupujemo, ne? Vse to je v bistvu danes ugodno vrednoteno. Zato, ker smo se zelo zbali recesije
ki jo bo povzročilo to višanje obrestnih mer in energetska draginja. In v bistvu prideva nazaj do ključnega problema, ki ga mora vsak vlagatelj, do katerega se mora danes vlagatelj po mojem mnenju opredeliti, to pa je, kako vztrajna in problematična bo inflacija in kako bojo centralne banke na njo odreagirale in kako se bo razvila energetska kriza naprej, ki je pa povezana z rusko-ukrajinsko vojno in sporom med Zahodom in Rusijo. Ja, koliko realen pa jaz... Težke teme. To je ful težka tema, ampak jaz se tudi sprašujem, koliko realen je zdaj izračun v bistvu sploh te inflacije, glede na to, da imamo cel kup nekih cenovnih kapic, ne samo pri nas, povsod po svetu in regulaciji. Na to temo jaz zmeraj odgovorim. Poglejte, baltske države, koliko je tam inflacija 20% plus, tam so precej striktni pri tem, da pač, če se elektrika podraži, bo za vse elektrika dražja in jo po tej ceni tudi vzamemo v košarico dobrin. Na drugi strani, oni imajo, mimo grede, oni imajo evro, tako kot imamo mi evro, tako kot imajo Nemci evro, tako kot imajo Francozi evro. Ampak, če pogledamo pa Francijo na drugi strani, ki je usmerjena v izrazito regulacijo cena, prvi so bili, najmočneje jih regulirajo, od benzina do elektrike, do ogrevanja, do vsega, pa vidimo, da imajo 6% inflacijo. Ampak hkrati pa vidimo, kakšen izdatek ogromen bo francoska država plačala, oziroma dala v obliki popusta svojim državljanom, in ta številka se nabira. In zdaj, katera številka je prava glede inflacije? Pa jaz bi rekel, da tista iz baltskih držav. Povedano drugače, elektrika, če pogledamo elektrika, včasih je bila 40-50 evrov na megavat, zdaj je 400 recimo okvirno za naslednje leto, če zakupite elektriko, to je krat 8. Gospodinstva jo še vedno plačujejo po 50 do 60 evrov, približno na tej ravni. Če sem jaz prav to razumel, je vlada zamrznila ceno elektrike do naslednjega avgusta. Torej, tukaj niso, bom rekel, tukaj definitivno elektrika ni na ravni tržne cene vzeta v košarico dobrin, ki jo plačuje Slovenec. Koliko časa to še bo, je to realno? Ja, upajmo, da naslednjega avgusta bo elektrika cenejša ali pa da bo vlada podaljšala ukrep, ker če ne bo kar naenkrat inflacija močno poskočila, ker bo šla elektrika recimo, ne vem, krat 5, krat 6, krat 7. Tako da kakšna je prava inflacija? Ne vem, precej visoka v bistvu. Ampak na koncu vedno pride računana tudi za vse te kapice in za vse to, kar se pač dogaja zdaj. Nekdo bo mogel to plačati. Tako, to so začasni ukrepi. In recimo, ko smo že pri tem, kaj te ukrepi prinašajo sabo, prinašajo tudi rizike, ne samo kratkotrajno, zmanjšajo bolečino, umirijo situacijo, umirijo paniko, so dobrodošli, ampak če predolgo vztrajajo ali pa če so prebogato, preveliko odmerjeni, pa začnejo povzročati probleme. Anglija je bila tak problem, tak primer zadnjih 14 dni, ko so nepričakovano močno znižali davke. Samo po sebi bi človek rekel, sej to je pa fajn, če ti znižajo davek na plačo, na dobiček, na najemnino in vse ostalo. Ja, sicer je fajn, ampak to pomeni, da ima država bistveno manj pobranih davkov, to pa potem pomeni probleme za vse tiste, ki jim država dolguje denar, torej lastnike državnih obveznic. In ko je trg državnih obveznic odreagiral, je bilo boleče in neprijetno za gospodarstvo, za vlado, za vse. In zdaj že vidimo, da so potegnili marsikaj od tega nazaj, so se zadržali, ampak posledice so bile že narejene. Opozorilo je bilo dano vladam, da ja, treba je omejiti bolečino, ki jo povzroči recimo energetska draginja, ne pa preteiravati z ekspanzivno fiskalno politiko, torej ne vsem dajati pomoči prekomerne, ampak tistim, ki jo potrebujejo, toliko, kot jo potrebujejo. Ne pa vsem povprek nižati davkov, vsem povprek dajati subvencij, vsem povprek deliti denar, ker za to račun bo prišel. In za razliko od prejšnjega desetletja, v zadnjem času račun pride zelo hitro in zelo močno in se pokaže prek dviga obrestnih mer, ker smo v občutljivem inflacijskem okolju dvigovanja obrestnih mer in vsaka napaka na fiskalni politiki se hitro odrazi na višini obrestnih mer. Občutljivo obdobje je. Zelo, ampak tudi pri nas zelo veliko talajo teh bombončkov. Ampak da greva samo mogoče to, kar si prej omenil, Veliko Britanijo. To je bilo trenutek groze tudi za britanske pokojninske sklade. Zdaj pa ti meni povej, kako se v bistvu lahko vlagatelj v bistvu pripravi na to vrstne, recimo temu trenutke, A se lahko?
Mislim, ko se tak trenutek zgodi, je že vse prepozno, ne? Tako bom rekel. Ne? Kar se mene tiče zadnje pol leta, če niste bili pripravljeni, torej če niste bili v kratkem trajanju, denarju in varnih naložbah zadnje pol leta, pač enostavno je že minilo. Ne? Torej se moramo pogovarjati o naslednji polovici leta. Ne? No, ampak zdaj, ko omenjaš recimo razne te poteze vladne, konec koncev imamo pa tudi v bistvu kar precej nespametnih izjav politikov, recimo konec koncev tudi primer v Sloveniji, ko je minister za infrastrukturo Bojan Kumar nespametno v intervjuju za Dnevnik povedal, da bi država lahko povečala delež v Petrolu. Potem, ko je že napovedala nacionalizacijo Geoplina, delnica seveda se je skreširala, ne, po domače povedano, veliko se opleta z nacionalizacijo v zadnjem času. Ne? Ja, jaz bi rekel, da politikom so zrasla krila v času covida. Ne. V času covida so pogruntali, ne, da v bistvu lahko z res močnimi ukrepi v bistvu subvencioniranja delovnega časa, pomoči, turističnim bonov, takih in drugačnih v bistvu bombončkov, dajva temu reči, oziroma finančnih daril, pomagajo ljudem in da lahko to počnejo in da ratajo popularni oziroma je to všečno ljudem. Ne. Zdaj smo prišli v naslednjo krizo, energetsko krizo in po tej isti poti oni nekako nadaljujejo. Ne. Torej, bom rekel, morda malce samozavestno, preobsežno, glede na to, kakšno dejansko moč imajo. Ne. Na kratek rok imajo zelo visoko moč. Lahko določijo ceno elektrike, ceno nafte. Ampak, če ceno nafte določiš, recimo Petrolu, torej pod nivo dobičkonosnosti, to dejansko pomeni, da boš firmo bankrotiral v nekem obdobju. Ne? Oziroma nihče, ki da privaten kapital, ne bo dal privatnega kapitala za to, da bo firma poslovala z nulo. Tudi tako lahko rečemo. Ne? In to seveda na srednji rok demotivira kogarkoli, da bi se sploh ukvarjal s to dejavnostjo. In na koncu imaš slabšo storitev, slabšo dejavnost, slabše produkte, manj zadovoljne volivce in tako naprej. Tako da tukaj morajo zelo paziti med tem, kaj delajo na kratek rok, kaj delajo na dolgi rok. In ponavadi to ne gre zelo dobro skupaj. Ne? Da tisto, kar je všečno na kratek rok, da je tudi pametno in dobro na dolgi rok. Ne? In tukaj imamo težavo tisti, ki državi posodimo denar za 10 let, ne? Pa politiki, ki običajno razmišljajo za nekaj mesecev ali pa največ nekaj let naprej. Ne? Imamo pa še eno kritično točko, če lahko temu tako rečem. Na italijanskih volitvah je bila izvoljena Giorgia Meloni, ki vodi stranko s skrajno desnimi političnimi pogledi. Italijanska obveznica je takrat v bistvu kar precej poskočila na 4,5 zahtevana donosnost oziroma donosnost do dospetja. Danes se giblje okrog 4. Zdaj pa ne vem, no, pogovarjali sem se z Mojmirjem Mrakom, on je povedal, da bi lahko eventualno na take velike države, težave v velikih državah zelo vplivale na v bistvu naše življenje, majhnih državljanov majhnih držav, bom tako rekla. Ja, seveda, mi pač plujemo v istem razburkanju. Če nam oni razburkajo morje, recimo tankar velik, mi v malem čovnu tudi čutimo tiste valove, ki jih oni naredijo. Ne. Ja, ampak Italija zaenkrat, no, recimo novi premijerki, ne, ona je kako v bistvu iz nečesa, kar pričakuješ, da bo precej slabo, se nekaj zgodi in v bistvu ni tako slabo, kot si pričakoval. Recimo, to je Italija in te volitve. Ne. Njena retorika v kampanji je bila bistveno bolj ostra, bolj evroskeptična in tako naprej, kot pa njen zmagovalni govor. Ne. In recimo kapitalski trgi, še enkrat, podrobno spremljajo in razumejo fiskalno politiko in konkretne ukrepe. Ne toliko na retoriko, ampak na konkretne ukrepe odreagirajo. In Italija zaenkrat, bom rekel, glede na to, da je bilo veliko strahu, skrajno desna vlada in tako naprej, zaenkrat nič takega ni naredila še nova premijerka, kar bi razburilo kapitalske trge, obvezniške trge. Za razliko od angleške nove premijerke, ki je to uspelo v prvih dneh. Ne. Tako da jaz bi rekel, eno je, kaj pričakuješ, drugo je pa realizacija. Ne. Pogosto se prave težave zgodijo tam, kjer jih ne pričakuješ, ne tam, kjer jih pričakuješ. In Italija zaenkrat solidno krmari med črmi, ki jih povzročajo višje obrestne mere.
No, morava še malo počakati, no, se je šele prevzela stolček, ne. A Drži, lahko obe sta prevzeli stolček ravno kar, pa je zelo raznolik scenarij že v teh prvih 2 tednih, ne, tako bom rekel. Mogoče je boljše, da razburkaš na začetku, ne, jaz ne vem, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju. Jaz mislim, da je za italijansko premijerko to, kar se je zgodilo angleški premijerki, ne, ekstremno jasno in močno opozorilo, da naj, bom rekel, malo premisli, preden nekaj uvede. Dobila sem še eno zelo zanimivo vprašanje od Andreja, ki pravi oziroma sprašuje, kaj je danes tisto, kar je bilo nekoč zlato in kar je bilo nekoč švicarski frank? 2 najslabši naložbi, bi jaz rekel, ne, v zgodovini slovenskega vlaganja denarja. Zlato zato, ker tudi ob visoki inflaciji ni prinesel vsaj tega, kar bi pričakoval človek, torej vsaj toliko kot inflacija, po drugi strani pa švicarski frank, ne, kot Švica, najbolj varna, nevtralna država, tudi med drugo svetovno vojno, povzročila finančne izgube številnim Slovencem, ne, prek posojil v švicarskih frankih. Tako da, kaj je danes tisto najbolj nevarno? Ne vem, če bi me vprašali dobrega pol leta nazaj, bi rekel kriptovalute. Kaj je danes? Danes bi si pa mogoče upal celo mogoče reči, da denar v nogavici oziroma denar, ki ga ne uporabite, s katerim ne kupite nekaj, kar je realno premoženje oziroma nekaj, kar vam nudi nek donos, ki vam bo vsaj nadomestil izpad kupne moči. No. Dejansko, če gremo po nekih črnih scenarijih, lahko ta inflacija vztraja in če vztraja, potem vaša kupna moč izredno hitro kupni. In Slovenci smo pregovorno varčni, imamo pač 25 milijard ali koliko na slovenskih bankah in ta denar je večinoma neobrestovan. In jaz mislim, da tukaj je glavna nevarnost in glavna izguba slovenskega prebivalstva. Ne. 10% od 25 milijard je 2 milijardi pa pol, ne. Izgubljene kupne moči v zadnjem letu na tem denarju. Ne. Ampak Blaž, daj poglej, državne obveznice so slaba naložba, se izkazale, ne? Zlato slabo, denar na banki slabo. Vse, kar smo razumeli kot varnost, varne naložbe, tudi, a veš, danes v bistvu vse slabo. Zdaj pa ti meni povej. Nepremičnine so porasle v drugem kvartalu, še vedno za 3% pa pol. Dobre nepremičnine, točka 1. Okay, morda bodo slabe, zaenkrat niso slabe. Državne obveznice, varne obveznice, sva rekla. Mi jih dejansko smo pričeli v zadnjih tednih kupovati oziroma postopoma jih kupujemo z dvigovanjem obrestnih mer. In zdaj že lahko kupite varno obveznico, 3-letno, približno A bonitete, ki vam nosi okrog 4%, recimo proti 4% gre zdaj ta številka. To pa je že neka mogoče pričakovana inflacija, če ste vsaj malo optimist za naslednje 3 leta. Ne. Tudi po kapitalskih trgih, ko pogledate 10-letno inflacijsko zaščiteno nemško državno obveznico, ta že kotira pri dejansko na nivoju inflacije. To pomeni, da vam bo nadomestila izpad kupne moči. Torej, ko kupite inflacijsko zaščiteno obveznico, dobite inflacijo plus 0,nekaj%. Torej, v bistvu dobite inflacijo. Do nedavnega, ne, do pol leta nazaj, ste dobili minus 2,2%. Ne, torej ste se strinjali, da vam da država nazaj manj, 2,2% manj na leto, kot je inflacija. Ne, zdaj smo prišli saj na nek nivo inflacije, kar se tiče obrestnih mer. Torej, še enkrat, te višje obrestne mere kot nekdo, ki nalaga denar v obveznice, pozdravljam in od tukaj naprej bojo donosi zanimivi ali pa zadovoljivi, torej bistveno višji, kot so bili in bistveno bolj usklajeni z inflacijo. In če moram danes reči, kaj je zanimivo, kaj do neke mere z malo veselja dokupujemo, ne, so to v bistvu varne obveznice, ki po 7 letih zopet nudijo nek donos, ki ima saj nekaj smisla. In torej lahko rečemo, da nudijo donos, ki bo vsaj izenačil inflacijo, pričakovano inflacijo. To 7 let nismo mogli reči. Kaj pa ameriški dolar?
Ameriški dolar je zgodba prejšnje polovice leta, torej zgodila se je energetska draginja, zato je pač evro izgubil vrednost. Na drugi strani so se oni pregrevali, dobili še, bom rekel, pospešek iz naslova evropske energetske draginje, ne, torej kjer se kregata dva, tretji dobiček imajo, Rusija, Evropa se kregata glede plina, Amerika dobavlja LNG, torej plin. Ne. Mi imamo v portfelju tudi eno družbo, ki se imenuje ExxonMobil, ne. To je pač ena večjih naftnih družb na tem svetu in tudi izvaža LNG plin v Evropo. Njihova delnica je 50% v plusu v zadnjem času, kar se to dogaja. Tako da Ameriki gre zelo v redu. Fed more višati obrestne mere na eni strani, na drugi strani Atlantika imamo Evropo, ki ima inflacijo, ampak ima energetsko draginjo, ne višja obrestnih mer, zamuja za višanjem obrestnih mer in od tu ta šibkost evra. Kako naprej? Jaz mislim, da ECB zamuja relativno na Fed in da bo mogla pač odreagirati in da od tukaj naprej, da je ta priložnost, dajmo kupiti dolar, ne, namesto evro, v večini zamujena oziroma najmanj, kaj bom rekel, tvegana. Zdaj si omenil ExxonMobil, a to bi rekel, zdaj bo marsikdo rekel, a se zdaj splača v to investirati? Vi ste to kupovali pred časom, verjetno se ti je splačalo. Mi smo to kupovali ob koncu pandemije kot v košarici delnic, ki so bile takrat nizko vrednotene, če pride do gospodarskega okrevanja. In se nam je ta del košarice je recimo pač odlično delal, ne, torej energija, kakšen drug del je pa bolj ciklično občutljiv, pa ni toliko odlično delal, še vedno pa solidno. Ali se še vedno splača? Ja, jaz bi rekel, da ja. Naša ocena je, da ta energetska draginja ne bo zginila čez noč, da ne bomo jutri zopet začeli na polno poslovati za Rusi, da bo ta konflikt, nek zamrznjen konflikt, ki bo trajal in da ta plin enostavno ne bo več tekel v Evropo tako, kot je tekel. To pa pomeni više nakupe od drugot in naftna podjetja so tista, ki dobavljajo tudi, ki so vodilna tudi pri LNG-ju. In ja, torej ta zgodba ima še kar nekaj krogov za odteči. Kar se tiče nafta generalno je pa zdaj dokaj, bi rekel, ugodno vrednotena, ker je Amerika sprostila strateške naftne rezerve, ker je takrat OPEC pomagal in ker so Kitajci v zero covid strategiji. Če se karkoli od tega spremeni, so to dejavniki, ki bi verjetno povišali ceno nafte, ne pa znižali. Ja, te naložbe se mi zdijo zmeraj zelo interesantne, sploh v luči ESG-ja, katerega v bistvu vsi finančne inštitucije zelo zagovarjate, pa me zanima, kakšen je score, ESG score ExxonMobila. Disclosure score je zelo dober. Torej, razkrivajo vse možne podatke in torej po tem, kaj razkrivajo, je zelo v redu. Po tem, kaj delajo, bi človek rekel, da morda ni v redu, ampak še enkrat, ne, kar se tiče ESG-ja, imam jaz vsebinsko malo težavo s temi scoring modeli, ne, ker nagrajuje tiste, ki so že čisti, dajmo tako reči, ki so že skladni za ESG-jem. Relativno slabo pa nagrajujejo tiste, ki so danes umazani, pa imajo plan, da bodo čisti ali pa nekaj delajo v tej smeri. Ne. Ampak, če hočete, da bo ta svet res CO2 nevtralen, ne, potem morate nagrajevati oziroma subvencionirati tiste, ki danes, bom rekel, so umazani, zato da bojo lažje čisti. Ker obstaja ekonomski motiv, ne, da tudi umazane industrije obstajajo. Ne. Konec koncev jih potrošniki zahtevajo in smo od njih odvisni. Ne. In je torej precej, bom rekel, samozavestno ali pa pretirano narcisoidno reči, da oni ne smejo obstajati. Ne. Danes, ko je energetska kriza, ne, če se malo pohecam, novi ESG, ne, včasih je bilo to environment, social responsibility pa governance, ne, danes je pa to energy security and guns. Ne. Tako da to, kaj je družbeno odgovorno, ne, se iz meseca v mesec lahko hitro spremeni in kar je bilo družbeno odgovorno pred pol leta, ni več družbeno odgovorno danes. Ne. Mi, ne, ki pa upravljamo denar, ne, moramo pa skrbeti za tveganja. In če grem zdaj nazaj na finančno stroko, kakršnokoli koncentracija portfelja, ne, a je to v zeleno tehnologijo, a je to v sonce, a je to v premog, koncev na drugi strani, je koncentracija tveganja, pika. In koncentracija tveganja ti zniža pričakovani donos glede na
mero tveganja. Zato v sami osnovi ni zaželeno. Ne. Mogoče samo toliko o ESG-ju in vseh težavah smo govorili s Silvo Deželan, strokovnjakinjo, mislim, da ima najdaljši staž, kar se tega tiče v Sloveniji, pa celo v Evropi. V Evropi se mi tudi zdi, da ima gospa kar dolgo zgodovino, tako da predlagam, da poslušate to epizodo. Mogoče samo še ta vprašanje od Jankota, ki sprašuje, kaj pomeni znaten padec evra v primerjavi z dolarjem za vlagatelje v ETF-e, konkretno omenja iShares Score, S&P 500, UCITS, ki je pač v dolarjih. Ne? Ali zelo to enostavno, lahko... pomeni, da je S&P padel za 20%, vaša zguba v evrih je pa samo 10%, ker je dolar napram evru porasel za 10%. Torej, če meriva to v Sloveniji, to pomeni pač toliko nižji padec vrednosti vašega premoženja. To pa mogoče samo še za konec o ETF-ih. Vem, da tudi vi pokojninski skladi investirate v ETF-e, pa mogoče, če lahko poveš približno, kako se lotaš tega projekta, v katere ETF-e, mogoče tukaj bi izpostavili lahko tudi kakšen obvezniški ETF. Obvezniških se ne radi dotikamo, razlog je enostavno to, da je naša osnovna dejavnost, mi kupujemo obveznice, imamo razpršen obvezniški portfelj in tukaj nimamo neke potrebe po dodajanju obvezniških ETF-ov. To je en razlog. Drug razlog je, da menedžiranje portfelja obveznice je malce bolj zahtevno, ker so manj likvidne, v večjih skupkih običajno se te posli delajo, ne, torej večjih vrednostih, in zato so v bistvu obvezniški ETF-i relativno dragi, ne. Imajo v bistvu višje provizije, no, kot pa neki zelo široki delniški ETF-i, ki jih je zaradi visoke likvidnosti, majhnih vrednosti posameznih delnic in tako naprej vseeno lažji upravljati. Kako se mi tega lotimo? Ja, pogledamo seveda, kjer indeks želimo, da sledimo, ne, recimo S&P 500, potem pa pač pogledamo, kjer so največji ETF-i, ponavadi začnemo z največjimi, čisto iskreno, in pogledamo, kakšen track record imajo, ali so dobro sledili indeksu, večina zelo dobro sledi, in kakšne imajo total expense ratio, torej kakšni so celotni stroški poslovanja tega sklada. In tukaj kaj veliko dodatne pameti v bistvu ni potrebne. Ta nakup sam je dokaj enostaven, tako kot kupite delnico. Odločitev, kdaj boste kupili, koliko boste vlagali in tako naprej, to je pa čisto druga tema, primerna za finančne svetovalce. Ja. V glavnem, dajva mogoče samo še to povedati, to so pa popolnoma zgrešile oziroma niso povedala, ali meniš, da so delniški trgi še vedno v coni razmeroma milega premika navzdol? Konec koncev, če pogledava Nasdaq, je letos upadel za 28%, S&P za 20%, podobno tudi DAX. Recimo IBOVES pa zanimivo, ne, edini letos obarvan 10% plus. Verjetno zaradi volitev predvidevam, ne vem. Ja, pa specifičnosti, mislim, precej specifičnosti brazilskega gospodarstva. Ampak, če pustiva ob strani Brazilijo, no, višanje obrestnih mer pritiska na nižje vrednosti delnic. Ne. Nisva, kar si zdaj povedala, vse drži, ne. Recimo najbolj zanimivo, recimo, da je Nasdaq minus 28, ne. Vroče naložbe iz pandemije so še bistveno bolj v minusu, kriptosvet se je sesul in tako naprej. Torej, višje obrestne mere so spremenile delniške naložbe, vrednost delniških naložb in jih bojo tudi še naprej. Ne. In dokler bojo centralne banke višale obrestne mere, jaz ne pričakujem omembe vrednih nekih pozitivnih, bom rekel, premikov na delniških trgih. Ko pa bojo centralne banke zaključile z dvigi obrestnih mer, bojo rekle, ok, zdaj pa inflacija gre navzdol ali pa ne bo več rasla in ne bomo več dvigovali, takrat pa pričakujem, bom rekel, kar precejšen pospešek vrednosti delnic. Kontrascenarij, ki ni nemogoč, je pa nek recesijski scenarij, ampak kot mislim, da ste dobili že malo pri okusa tekom te debate, ni to moj osnovni scenarij. Torej, jaz mislim, da gremo v neko stagflacijo in konec obrestnih mer bi prineslo neko olajšanje na delniške trge, ki bi prineslo višanje vrednosti tečajev. Seveda, če gre vse narobe, potem tudi na delniških trgih ne bo lepo.
Skratka, ne vemo, kaj bo. Ne vemo, kaj bo, ampak Ampak- mi smo dokaj neutralno pozicionirani. No, tako bom rekel. Ampak tako kot so svetovali na Banki Slovenije, vsem bankam bodite pripravljeni. Tako da, To je pa verjetno tudi vedno dober nasvet, evergreen nasvet. Evergreen ne moreš zgrešiti. Ne moreš s tem nasvetom, ne. Blaž, najlepša hvala za full fine debato. Zvemo zmer zelo veliko od tebe, stvari znaš pojasniti na zelo razumljiv način. Hvala, da si vzel čas za Moneyhow. Z veseljem vedno. Hvala lepa za povabilo. Dragi poslušalci, bliža se 27. oktober, na katerem bomo snemali Moneyhow v živo, torej pred živo publiko. Pride kar veliko zanimivih gostov, tudi nekaj pač naših gostov iz epizod. Prijava bo kmalu na voljo na novi spletni strani Moneyhow oziroma money-how.si. Vsem, ki želite pametno investirati, pa ne veste, kako se tega lotiti, preverite delavnico investiranja za začetnike, povezava je v opisu epizode, tam omenjamo tudi, kako se lotiti investiranja v ETF-e in izbirati ETF-e, tam izveste tudi, kako investirati v dobrih in slabih časih. Poslušajte Moneyhow, ne bo vam žal in lep pozdrav!